delu današnjega simpozija, ki se nekako navezuje na prvi del, je pa intoniran zgodovinsko in v njem nam bo kolega Rok Ribič, ki je podiplomski študent na oddelku za zgodovino, smer starejša zgodovina, Filozofski fakulteti v Ljubljani, spregovoril o socialno zanimivem fenomenu dirkačev v dobi principata in njegovo predavanje je naslovljeno Klamolosi, Gloria Kirki, sloviti rimski dirkači in njihov družbeni položaj za čas principata. Prosim, kolega. Najlepša hvala. Lep pozdrav še z moje strani. Torej, kot vidite na prosojnici, naslovni citat Klamosi, Gloria Kirki je del znamenitega Marcialovega epigrama, 53. epigram v 10. knjigi, ki pa ga je Marcial v bistvu posvetil slovitemu dirkaču Skorpu, Flavius Scorpus, ki je v rimskih cirkuških dirkah z vozovi oziroma z konjsko vprego navduševal množice gledalcev za čas zadnjih desetletij prvega stoletja našega štetja. Prezgodaj umrlega mladeniča je Marcial ob oznaki slave hrupnega cirkusa označil tudi kot kratkoživega ljubljenca mesta Rim, s svojimi 2048 zmagami, kot je navedeno na enem izmed najdenih epigrafskih napisov. Tako Scorpus ni bil zgolj izredno uspešen dirkač, ampak tudi je med množicami užival izredno priljubljenost in pa tako znotraj cirkusa, kot tudi izven njega užival velik ugled ter visoko stopnjo družbenega prestiža. Kljub temu, da pa bil po svojem izvoru zgolj suženj in kasneje osvobojenec. In ravno s takšnim paradoksalnim družbenim položajem se bo ukvarjal današnji referat. Zdaj, če se nakratko obregnemo same cirkuške dirke z vozovi, o katerih smo danes že sicer nekaj slišali, je treba omeniti, da gre pri teh dirkah s konjsko vprego v Cirkus Maximus, ki mimogrede lahko sprejel po nekaterih ocenah do 150 ali celo 200 tisoč gledalcev, da gre tukaj za najstarejšo, najbolj priljubljeno in pa tudi najdlje trajajočo zvrst rimskega športnega spektakla, ki se je torej začelo za čas zgodnje oziroma visoke republike in pa potem ostalo priljubljeno še dolgo v to bizantinsko dobo v Konstantinoplu. Zdaj, v zgodnjih fazah so se te rimske dirke z vozovi razvijale predvsem pod vplivom etruščanskih in pa tudi grških dirkaških prvin, ter so bile vsaj v zgodnjem republiškem obdobju organizirane podobno kot grške in etruščanske. Torej šlo predvsem za to, da so ti premožnejši posamezniki nekako v sklopu ohlapnejše in pa necentralizirane organizacije na dirke pošiljali predvsem svoje konje, svoje vozove in pa tudi svoje dirkače ali pa so v bistvu z namenom dosege časti in pa prestiža dirkali kar sami. To se je potem v Rimu spremenilo v poznem 3. stoletju pred Kristusom, ko je prišlo do privatizacije preskrbe s konji za dirke in pa centralizacije same organizacije, ter pa s tem tudi do postopne profesionalizacije samih dirk, ki so pač potekale v rimskem cirkusu. Zdaj, v sklopu teh procesov so se potem postopoma izoblikovale te znamenite factiones oziroma moštva, klubi, frakcije, ki pa so postali prepoznavni in so bili navsezadnje, kot danes že omenjeno, imenovani po svojih barvah. Torej šlo je za bele, rdeče, zelene in pa modre, pri čemer pa so te barve prav tako krasile tunike dirkačev, ki so pač, oziroma teh dirkačev posameznega dirkaškega moštva, in do vzpostavitve principata so nekako ta moštva kot zasebne in pa izredno močne komercialne organizacije oziroma združbe popolnoma privatizirale in pa monopolizirale organizacijo dirk z vozovi oziroma s konjsko vprego in priskrbele praktično za vse
kar je bilo za dirke potrebno. Torej, usposobili so konje, priskrbeli, plačali za vozove in pa tudi usposobili same dirkače ter pa ostalo podporno hlevsko osebje. Po nekaterih ocenah naj bi posamezna frakcija oziroma posamezno moštvo v bistvu zaposlovalo od 200 do 250 posameznikov, pri čemer pa so s tem dejansko organizirale cirkuške igre, ki so pa do časa danes omenjenega Skorpa in pa dinastije Flavijskih cesarjev postale pravi posel in pa športni spektakel monumentalnih razsežnosti. Zdaj, če si predstavljamo, kako je izgledal dan na teh dirkah, posvečeno religiozno obarvani procesiji, ki je tudi vidno na tej prosojnici, torej gre za neko digitalno vizualizacijo te procesije. In ta je bila namreč izvedena tik pred dirkami, Pompa Circenses se je imenovala, in v bistvu se je dansko tudi končala v Circus Maximus, potem ko je dansko šla čez celotno središče mesta Rim. In potem po zadnjih pripravah se je z spustom belega robca odprlo v Rimu 12 štartnih vrat, po vsej verjetnosti z nekim vzmetnim mehanizmom, in v bistvu dirkači so se na čelu najpogosteje 4 vprežnih vozov pognali naprej. Zdaj, dirkali so z izredno lahkimi in pa krhkimi vozovi, večinoma so bili zgrajeni iz lesa in pa usnja, kar je praktično tudi omogočalo takšne hitrosti, kot so jih pač dosegali. Dirkali so v smeri nasprotno od urnega kazalca in pa v približno 8 oziroma 9 minutah s povprečno hitrostjo 35 km/h, čeprav so lahko po tej ravnici po nekaterih ocenah tudi dosegli do 75 km/h, potem naredili 7 krogov okrog cirkusa, kar pa potem naneslo na približno 5 km. Zdaj tukaj lahko vidimo mozaike, na katerih so v bistvu upodobljeni dirkači. Tukaj gre za bele in pa rdeče in potem tudi so vidni njihovi konji. Gre za mozaiki z konca 3. stoletja po Critosu, ki je bil najden v Rimu. Zdaj, po poročanju Tertuliana naj bi bili ti dve moštvi, torej belih in pa rdečih, ustanovljeni najprej, kasneje pa naj bi prišlo tudi do ustanovitve zelenih in pa modrih, ki pa so v bistvu za čas principata uživali največjo priljubljenost, tako med množicami kot pa tudi cesarji. Naprimer, Svetovni poroča tako v primeru Kaligule kot pa tudi Nerona, da sta bila oba izjemno navdušena navijača zelenih in da sta se tudi oba v bistvu preizkušala sama v vlogi dirkačev, kot bomo videli. Zdaj, za razumevanje dirkačev kot zgodovinskih akterjev in pa kot posebne družbene skupine v sklopu te rimske cesarske realnosti in pa tudi navsezadnje za razumevanje njihovega družbenega položaja, je pa v prvi vrsti treba poznati torej njihov osebno pravni status, o katerem pa se po množici raziskav v bistvu več ne da dvomiti. Skoraj izključno so bili namreč sužnji ali pa osvobojenci, tako kot v bistvu ostale kategorije na rimskih spektaklih nastopajočih akterjev, in od vseh do danes 229 znanih dirkačev, ki jih je v obliki prosofografične zbirke predstavil nemški antični zgodovinar Horsman, je zgolj en zagotovo dokazljivo bil svobodno rejen, torej ingenus, domnevno rimski državljan. Namreč svobodno rejene Rimljane sta od kariere na dirkališču odvračala po eni strani tako ta družbena obsodba strani višjega sloja, kot pa navsezadnje tudi zakonodaja iz prvih desetletij cesarstva. Zdaj, kadar pa govorimo o tem osebno in pa družbeno pravnem položaju samih dirkačev, pa se moramo vsaj za kratko tudi ustaviti pri zapletenem vprašanju tako imenovane infamije, ki do danes velja še za vedno najbolj aktualno in pa tudi najbolj perečo problematiko v sklopu preučevanja dirkačev in pa njihove vloge v rimski družbi oziroma njihovega ugleda. Infamija, ki dobesedno pomeni sramoto, nečast in oziroma neugled, je predstavljala nek poseben pravno-socialen položaj, ki je izviral iz pravno-moralne obsodbe, bodisi zaradi nekih nečastnih dejanj, bodisi zaradi nečastnih poklicev, ki so jih pač posamezniki upravljali.
in je za posameznika pomenil določene pravne omejitve, kot pa tudi družbeno stigmatizacijo. Vključno z izključitvijo iz pravne zaščite oziroma pravnega varstva, ki so pač ponujali nekateri rimski zakoni, in pa tudi odvzemom oziroma izgubo določenih pravic, tako v javnem kot pa tudi v zasebnem pravu. Zdaj v odnosu do vprašanja, ali je infamija dirkače prizadela, tako kot je pač prizadela prostitutke, potem gladiatorje in pa igralce, sta se v zgodovinopisnih krogih v prejšnjih desetletjih nekako uveljavili dve nasprotujoči si tezi, in sicer danes že omenjen Horstman je na vprašanje, ali so bili dirkači zaznamovani z infamijo, podal pritrdilen odgovor, medtem ko pa sta na drugi strani dva pravna zgodovinarja za čas prejšnjega desetletja in pol, oba, torej Vake in pa Gamauf, na podlagi temeljite preučitve večjih ključnih odlomkov iz digest in pa ostalih pravnih virov, nekako ločeno izpodbijala to Horstmanovo tezo in skušala dokazati, da infamija in pa z njo povezane vsaj pravne omejitve nekako niso obveljale za dirkače. Zdaj, ne glede na to, ali so bili dirkači pravno ali družbeno ohromljeni kot infames, pa veljajo v bistvu za izredno zanimivo in pa posebno družbeno skupino, saj so v socialni strukturi rimske principatske stvarnosti zasedali precej nenavadno mesto. Šlo je za nekakšen ambivalenten, morda celo paradoksalen družbeni položaj, predvsem v smislu percepcije in pa odnosa različnih teh slojev rimske družbe, medtem ko so si tisti res najuspešnejši dirkači v očeh množice res prislužili status oboževanih in občudovanih teh ljudskih junakov, pa so med rimsko elito ta njihov socialni in pa tudi, kot bomo videli, ekonomski vzpon, vsaj z uradnega stališča nekako vzbujal prezir. Zdaj, če se najprej ustavim pri teh višjih slojih rimske družbe in pa njihovem in odnosu do samih dirkačev, je treba poudariti, da je ta jasno evidenten iz ohranjenih pisnih virov, ki so pač v tem smislu nepogrešljivi, kajti jasno odražajo vrednostne sodbe in pa odnos rimskega višjega sloja, kateremu pa so v veliki večini tudi pripadali do danes ohranjeni rimski pisci, vendar pa ta odnos ni bil tako enoplasten, kot se morda zdi na prvi pogled. Namreč jasno je, da so številni rimski pisci zvišeno in pa snovovsko izražali in morda včasih zgolj uprizarjali prezir ali pa nezainteresiranost za takšne spektakle, mnogokrat preprosto iz razloga, da bi se pač razlikovali od teh navadnih plebejskih množic, ki so te spektakle seveda cenile. Tem avtorjem je šlo predvsem zato, da bi pokazali, da obsesije množic prvič niso obsesije, ki bi se jih delili sami, in pa tudi drugič, da v bistvu niso primerne za izobražene in pa krepostne patricije. Zdaj najnazornejši in pa dobesedni primer tega najdemo v enem izmed Plinijevih pisem, v kateri je podal kritiko zanj dolgočasnih cirkuških iger, še posebej pa kritiko te nizkotne množice gledalcev, ki v tem spektaklu uživajo in pa fanatično navijajo. Vendar pa je potrebno omeniti, da to ne pomeni, da pripadniki rimskega višjega sloja kljub takšnemu odnosu, kot ga lahko razberemo z tega pisma in ga lahko zagotovo posplošimo vsaj tega uradnega stališča na veliko večino rimskih patricijev. To namreč ne pomeni, da višji sloji niso obiskovali cirkuških dirk, ravno nasprotno, te so obiskovali redno. Tako Svetovni kot Kasidion pišeta, kako je cesar Klavdij senatorjem dodelil določeno sekcijo sedežev v cirkusu, nadalje pa Svetovni prav tako poroča, da je podobno Klavdijev naslednik na cesarskem prestolu, torej cesar Neron, storil tudi za viteze, kar dejansko priča o njihovi aktivni in pa stalni prisotnosti na cirkuških dirkah. Namreč še več, dirke z vozovi kot takšne niso predstavljale primarnega objekta zgražanja ali pa prezira rimske elite, pač pa so jih, kot smo videli na primeru Plinija, kritizirali zgolj v blažjem, predvsem moralističnem smislu in njihovemu izvajanju niso aktivno oporekali. Treba nadalje tudi opozoriti, da vrednotenje dirkačev kot cirkuških protagonistov ni bilo odvisno od takšnega blagega obsojanja oziroma vrednotenja dejavnosti dirk z vozovi kot samih, in v sklopu svoje kritike, ki je bila v veliki meri motivirana z elitizmom in pa intelektualnim snobizmom, tako pripadniki rimske elite svojih najostrejših besed prezira in pa sovraštva
tudi zaničevanja niso usmerjali proti dirkam z vozovi, temveč ravno proti dirkačem kot akterjem v teh cirkuških dirkah. Namreč s procesom komercializacije in pa profesionalizacije samih dirk v Rimu so ti začeli izključno prihajati iz vrst sužnjev in pa osvobojencev, kar pa navsezadnje predstavljalo tudi neko izhodišče za negativne sodbe in pa prezir rimske elite, še posebej, ko so si ti sužnji in pa osvobojenci kot dirkači uspeli pridirkati bujne vsote denarja, postali izredno priljubljeni med množicami in pa cesarji ter s tem uspeli nekako pridobiti velik vpliv ter družbeni prestiž, kar pa je bilo v očeh rimske elite seveda nesorazmerno z njihovim rimskim poreklom in so tako predstavljali neko anomalijo, podobno kot na primer ti Augusti Liberti oziroma cesarski osvobojenci na Klavdijevem dvoru. Takšne in drugačne ostre kritike lahko beremo pri Tacitu, Svetoniju, Kasiju, Dionu in pa navsezadnje, ko smo videli pri Plutarhu, pri Pliniju, ki so dirkači in pa njihove privržence nekako dosledno označevali sovražnimi in pa prezirljivimi izrazi. Njihovo stališče pa lahko vse z tega uradnega stališča nedvomno posplošimo na veliko večino teh pripadnikov rimskega višjega sloja. Naprimer, kot Tacit v svojih analih poroča o Neronovem zaslišanju pretorijanskega tribuna Subrija Flava, ki je sodeloval v neuspeli zaroti zoper cesarjevo življenje, navaja tribunove dobesedne besede kot odgovor na cesarjevo vprašanje o njegovih motivih za sodelovanje v zaroti. In Flav po poročanju Tacita pravi, da je začel Nerona sovražiti, ko je ta postal morilec lastne matere, morilec lastne žene, dirkač, igralec in pa požigalec. V tem pogledu, ki ga Tacit gotovo imel za tipično rimskega oziroma patricijskega, je dejstvo, da se Neron ne samo navduševal nad dirkami, ampak se tudi preizkušal v tej vlogi dirkačev, prišteto med cesarjeve te najhujše zločine, ki ga obtožen tribun torej postavlja ob bok umoru matere in pa žene, ter seveda požigom mesta Rim. S tem Tacit dramatično podari, kako je Neron padel nizko, ko se je preizkušal v vlogi dirkača in kakšno mnenje so v bistvu Flav in pa tudi ostali pripadniki rimske aristokracije imeli v dirkačih, ki so jih v bistvu postavili ob bok morilcem in pa požigalcem. Zdaj, podobno o dirkačih posredno piše tudi Kasij Dion, ko poroča o ponižanju, ki ga je utrpel cesar Komod po svoji smrti oziroma ponižanju, ki ga je utrpelo njegovo truplo in v sklopu česar ga množica več ni imenovala po imenu ali po funkciji, temveč ga blatila z raznimi žaljivkami, med katerimi pa Dion omenja tudi besedo dirkač, pri čemer pa torej uporaba tega izraza kot žaljivke govori seveda sama zase. Vendar pa kljub tem sovražnim in negativnim vrednostnim sodbam in kljub preziru, ki so ga gojili do povzpetniških dirkačev, imamo namreč tudi poročila o popolnoma protislovnem osebnem vedenju mnogih pripadnikov rimskih višjih slojev, ko je pač prišlo do tistih nekaj minut v cirkusu. V mnogih primerih se senatorji, vitezi in pa celo cesarji v cirkusu niso obnašali vsaj tako zadržano, kot bi morda lahko pričakovali na podlagi teh prezirljivih sodb, kot jih zasledimo v ohranjenih pisnih virih. In pravzaprav vse kaže na to, da mnogim senatorjem oziroma pripadnikom rimske aristokracije ob obisku cirkusa ni bilo prav nič mar za ta slab sloves dirkačev, temveč so jih v tistih minutah dirk navdušeno spodbujali. V naslednjem citatu, kot ga vidimo na prosojnici, Tacit obžaluje navdušenje nad igralci, gladiatorji in pa dirkami z vozovi kot razširjeno razvado med rimskim višjim slojem, še posebej pa med njegovim pomladkom, ki so jo v Rimu po Tacitovih besedah pridobili že v maternici in ki, ko se enkrat v bistvu prijela človeka, več ni pustila v bistvu prostora za preučevanje teh nekih plemenitih umetnosti oziroma ved. Podobno pa je nad navdušenjem in naklonjenostjo rimske aristokracije do dirkačev in dirk v danes že omenjenem pismu zgrožen tudi Plinij mlajši, ki v bistvu v tem prikaznem citatu na zelo prezirljiv in pa sovražen način govori o plebejski množici, oziroma o kateri sploh ne govori, temveč izpostavlja ravno to svojo zgroženost nad temi aristokrati oziroma možmi z dignitas, ki so v bistvu se navduševali nad temi tunikami dirkačev različnih barv, enako kot ti ničvredni plebejci, če citiram Plinija. Potem
Po drugi strani pa navdušenja množic nad dirkači in pa nad dirkami ni treba posebej dokazovati. Že pisni viri so v bistvu polni dokazov in pa omemb po tej ponoreli, glasni in pa navijaško fanatični množici, ki je spodbujala svoje favorite in pa nekako preklinjala njihove rivale. Blaznost, ki je vladala na dan iger v cirkusih, najnazorneje naslika že danes omenjen krščanski pisec Tertuljan, ki je v svojem delu o spektaklih zapisal, kako ta furor circensis oziroma blaznost, strast preplavlja igralce oziroma gledalce, ki ponoma izgubijo v bistvu nadzor nad svojimi strastmi. Zdaj, Amijan Marcelin, sicer pisec iz druge polovice 4. stoletja, podobno opisuje, kako so plebejske množice ves dan od jutra do večera v dežju ali soncu preučevali dobre in pa slabe lastnosti dirkačev in pa teh dirkalnih konj. Namreč tudi konji so podobno kot dirkači uživali zvezdniški status v Rimu. In zelo podobno pa cerkveni zgodovinar iz 5. stoletja Salvian pripoveduje o krščanskem prebivalstvu Kartagine, ki je norelo na cirkuških dirkah, medtem ko so v bistvu Vizigoti oblegali mesto. Potem med mestnimi množicami so ti najuspešnejši dirkači naravnost bili oboževani in pa, kot že omenjeno, obravnavani kot ljudski heroji. Deležni so bili množične naklonjenosti, tako v cirkusu kot tudi izven njega. In eden izmed najznamenitejših primerov je torej danes že omenjen Skorpus iz Marcialovega epigrama, ki je po poročanju Marciala pri 27 letih izgubil življenje, po vsej verjetnosti zaradi nesreče med dirko. Do teh nesreč, ki so jih Rimljani imenovali naufragija oziroma brodolom, je zaradi posebne tehnike dirkanja, izredno lahkih in pa hitrih vozov, visoke hitrosti in pa navsezadnje tudi gneče na dirkališču prihajalo izredno pogosto, in medtem ko so bile te nesreče za gledalce izredno vznemirljive, so bile za dirkače velikokrat usodne. In tako lahko v navezavi na Skorpa in pa na njegovo smrt v bistvu izpostavim še en izredno pomemben faktor, ki je navijače še nekako bolj navezal na te dirkače, in sicer šlo je za izredno nevarnost, ki so se dirkači izpostavili med vsako dirko, in pa seveda drznost. Te dve lastnosti sta nekako vzbujali pozornost in pa občudovanje med množico gledalcev, česar pa so se dirkači tudi zavedali. Zdaj, na primer, dirkač Evtih iz Španije, kot je vidno na prosojnici, je na svojem nagrobnem spomeniku tako na primer obžaluje, da mu ni bilo vsaj prizaneseno umreti v tej cirkuški slavi. Sam mislim, da je umrl zaradi bolezni črevesja. In čeprav je bila torej smrt med dirkanjem v cirkusu izredno pogosta, prezgodnja in pa grozljiva, so jo nekateri, morda celo velika večina teh dirkačev še vedno dojemali kot nek idealen in pa za slavo obarvan zaključek življenja, ki jim bi naj pač prinesla večno slavo. Zdaj, naklonjenost množice se je prav tako manifestirala v velikem vplivu, ki so ga ti dirkači imeli izven cirkusa. Dirkači in njihove dirke so bile v Rimu izredno priljubljena tema pogovora med vsemi sloji rimske družbe. Tako Marcial v prikaznem epigramu resignirano obžaluje umanjkanje javne pozornosti za svoje epigrame, dokler bodo seveda zanimivi pogovori o dirkačih in pa njihovih konjih. Torej, tukaj omenja dirkača Skorpa in pa konja Inkitata, konja, ki ga je iz zelenega hleva izredno vzljubil cesar Caligula. Potem o tem, da je v bistvu fanatična privrženost navijačev do svojih idolov segla tudi onkraj zidov cirkusa, priča tudi poročilo Plinija starejšega, ki poroča, da je bil nek navijač ob smrti svojega idola, nekega dirkača Feliksa, ki je dirkal za rdeče, v bistvu ga tako zelo vznemirila, da se je v pogrebu slednjega še sam vrgel na pogrebno grmado. Plini ta dogodek oziroma to dejanje označi za neumnost. Je pa tudi zapisal, da je o tem dogodku poročala tako imenovana Acta Diurna, torej neke vrste državni časopis, ki je nekako, kot zgleda, tudi v carskem obdobju poročal o dirkačih in pa njihovih dirkah, kar še seveda bolj priča o priljubljenosti slednjih.
Zdaj, v sklopu tega kulta osebnosti, ki se je pač med množicami izoblikoval okrog teh najuspešnejših dirkačev, pa je med njihovimi privrženci prav tako prišlo do posnemanja različnih segmentov življenja samih dirkačev, naprimer posnemali so njihovo prehrano, zlasti pa njihove posebne prakse, kot je naprimer uporaba zdravil. Zdaj v drugem navedenem citatu lahko vidimo, da Plinij poroča, da so za zdravljenje poškodb dirkači očitno pili nek zvarek v kisu ali pa v vodi raztopljenih iztrebkov divjega prašiča, kar so njihovi privrženci, med njimi dozdevno tudi cesar Neron, prav tako uporabljali. Kar pa na vsezadnje priča o slavi in pa ugledu teh dirkačev, oziroma najuspešnejših principatskih dirkačev, pa so na vsezadnje tudi monumentalni in pa iz izredno kakovostnega marmorja izdelani nagrobni in pa častni spomeniki. Ob teh je pa dokazano, da so vsaj v Rimu, verjetno pa tudi v ostalih velikih mestih, v katerih so pač cirkusi obstajali, v času uspešnih dirkačev prav tako postavljali kipe. In čeprav se ti kipi večini niso ohranili, pa v njihovem obstoju pričajo pisni viri, med drugim tudi Marcial, ki poroča o tem, da so v Rimu bili postavljeni celo pozlačeni kipi Skorpa. Zdaj, ni skrivnost, da so pisni viri izražali izredno pristransko in pa necelovito podobo dirkačev, vendar pa kljub tej pristranskosti do danes ohranjeni pisni viri seveda veljajo za nepogrešljive, predvsem ko smo videli za pač razumevanje tega družbenega položaja in pa ugleda med različnimi skupinami oziroma sloji rimskega prebivalstva. Vendar pa so za namen vsaj delne rekonstrukcije njihove življenjske resničnosti kot nekih zgodovinskih akterjev in pa njihovega samorazumevanja kot skupine nujno potrebni predvsem epigrafski napisi, ki nam sicer glavnino podatkov podajo za tiste res najuspešnejše dirkače, ki so si lahko sploh privoščili postavitev nekega nagrobnega oziroma častnega spomenika. Zdaj, ti standardni podatki, ki so ponavadi zabeleženi na teh častnih in pa nagrobnih spomenikih, podajajo njihova imena, njihov osebno-pravni status, njihov status znotraj moštva, kategorije dirk, število zmag, tudi način zmag, vrednosti nagrad in pa navsezadnje tudi podatke o konjih, s katerimi so dirkali. Seveda so za razumevanje družbenega položaja in pa prestiža samih dirkačev pomembni tudi drugi napisi na materialnih ostankih, razni uradni odloki rimskega senata, danes že omenjene te prekledstvene tablice, grafiti, mozaiki in pa reliefi ter upodobitve na vsakdanjih predmetih. Zdaj v virih naletimo na dva različna latinska izraza, ki označujeta dirkače in nista sinonima, in sicer agitator ter auriga. Zdaj, bistvena razlika med obema tipoma dirkačev je bila predvsem po mnenju nekaterih zgodovinarjev prav v starosti in pa v izkušnjah. Agitator je namreč veljal za starejšega in pa izkušenega dirkača, medtem ko je auriga veljal za mladega in pa še neizkušenega začetnika. In zdaj v rimskem cirkusu so agitatores ponavadi dirkali z štiriuprežnimi vozovi, torej quadriga, in so se tudi imenovali quadrigarius, medtem ko so pa aurigai upravljali lažje dvouprežne vozove, kar sicer ni obveljalo kot neko splošno pravilo. Vendar pa se zdi, da vsak agitator v svojem zgodnjem življenju začel kot auriga, saj je vodil v sklopu usposabljanja za cirkus te lažje vodljive bige oziroma te vozove, ki so pač vpregali dva konja. Zdaj tukaj na tej prosojnici lahko pri sliki 10 vidimo ta kipec, ki prikazuje auriga, torej mlajšega, manj izkušenega dirkača, ponavadi nadzoroval torej dvouprežne vozove. Zdaj slika 11 pa je v bistvu mozaik, ki prikazuje torej dirkača rdečih z četveroprežnim vozom, ki pač v bistvu upravlja torej voz s štirimi konji, ki pa so bile navsezadnje, namreč dirke z uporabo štiriuprežnih vozov so bile navsezadnje tudi najbolj priljubljene in pa tudi najbolj pogoste v rimskem cirkusu. Zdaj, za dirkače je bilo prav tako značilno, da so za svojo dejavnostjo začeli izredno mladi, ponavadi že kot otroci ali pa najstniki, kar ponazarja več najdbenih epigrafskih napisov. Slika na desni je slika nagrobnega spomenika, posvečenega mlademu dirkaču Crescensu, ki je bil po svoji smrti pri 22 letih že 9 let quadrigarius, kar pomeni, da svojo prvo zmago na dirkah z vozovi, ki so vpregali 4 konje, dosegel pri 13 letih.
Zdaj, v otroških letih Kreskencove prve zmage pa je sodeč po zgornjem epitafu na prosojnici umrl mlad Auriga Helen, ki je do svoje smrti pri slabih 14 letih se najprej kalil pri moštvu zelenih, nato pa so ga rekrutirali modri, ki so v izvrstnem dečku, kot torej piše na tem epitafu Florentem Puerum, videli nek potencial. Zdaj, ta epitaf posvečen Helenu pa nam sporoča še en izredno pogost fenomen v svetu cirkuških dirk, in sicer to, da so se dirkači med moštvi gibali. Prestapljali so namreč iz enega v drugega, pri čemer je morala seveda biti konkurenca med moštvi za neke vzhajajoče zvezde velika. Potem, ker pa se je v bistvu okoli teh dirkačev vzpostavil prav kult osebnosti, je znano, da so navijači ob prestopu dirkača v drugo moštvo večkrat tudi sledili svojemu favoritu, pri čemer je občudovanje nekako preseglo klubske meje. Zdaj, seveda pa so bili tisti najboljši dirkači, tisti, ki so jih posamezna moštva na teh glavnih in pa tudi najpomembnejših dirkah z najvišjimi denarnimi nagradami uporabljali tudi najpogosteje. In tako so na teh cirkuških dirkah nekako ponovadi vedno znova drug proti drugemu tekmovali bolj kot ne isti dirkači posamezne generacije iz razmeroma majhnega kroga elitnih in pa najboljših agitatorjev. Torej, celotna družbena skupina teh dirkačev je morala predstavljati hierarhično urejeno ali pa celo večrazredno družbeno skupino z resnimi razlikami v sklopu prestiža in pa tudi finančnih razmer, v katerih so živeli. Zdaj, za na konec pa bi še rad v bistvu zgolj se obregnil ob samo premoženje, ki so ga lahko pridobili s temi dirkami. Namreč elitna manjšina teh nastopajočih dirkačev je prav tako predstavljala elitno manjšino v smislu zaslužkov in pa pridobljenega bogatstva. Zdaj, najuspešnejšim dirkačem, ki so preživeli dovolj časa na tem cirkuškem pesku, je seveda uspelo pridobiti bujne vsote denarja, o katerem poročajo tako pisni kot tudi epigrafski viri, da največji in pa najdaljši najden častni spomenik, posvečen znamenitemu dirkaču Diokleju, ki je dirkal v prvi polovici 2. stoletja, priča o njegovih enormnih zaslužkih, danes sicer že omenjeno. Za čas svoje 24-letne kariere naj bi torej zaslužil 35,8 milijonov sestercev, s čimer je bil tudi bogatejši od večine senatorjev. Zdaj, podobno premoženje je za čas svoje dirkaške kariere moral tudi pridobiti danes omenjen Scorpus, za katerega Marcial v enem izmed svojih epigrafov zapiše, da je bil v primeru zmage plačan s 15 težkimi vrečami zlata, pri čemer gre verjetno za metaforo, ki je najbrž pomenila vsoto 15,000 sestercev, kar bi v primeru 2048 zmag pomenila slabih 31 milijonov sestercev. Torej, vendar pa treba omeniti, da je za razliko od Diokleja, ki je dirkal slabih 24 let, Scorpus v bistvu umrl že pri 27 letih, kar pomeni, da je bila njegova kariera bistveno krajša. In tukaj še en zanimiv podatek, Dioklej naj bi za čas svoje 24-letne kariere nabral 1492 zmag, kar je seveda bistveno manj od Scorpa. Vseeno pa naj bi Dioklej zmagal vsako tretjo dirko, na kateri je dirkal, kar bi seveda v primeru Scorpa pomenilo, da je bil mnogo bolj nadarjen oziroma precej uspešnejši od samega Diokleja. In že to, da si je Dioklej lahko privoščil takšen časten napis, kot si ga je, v bistvu še bolj priča o tej neki res nadarjenosti samega Scorpa, ki je moral res zmagati po vsej verjetnosti več kot pa tretjino dirk, od katerih je pač dirkal v svoji precej relativno kratki karieri. Zdaj, v tem drugem citatu, kot ga vidimo na prosojnici, pa piše Juvenal v eni izmed svojih satir, da je nek dirkač rdečih po imenu Lacerta posedoval z večjim premoženjem kot pa 100 pravnikov skupaj. Najpozneje do 1. stoletja našega štetja se kot najvišja nagrada za dirko na najprestižnejših cirkuških dirkah omenja v višini od 20 do 60 tisoč sestercev. Za primerjavo pa torej navajam letno plačo poprečnega legionarja za čas principata, ki je znašala na leto od 900 do 1200 sestercev, tako da so res v primeru teh najuspešnejših elitnih dirkačev tukaj šlo za res bujne vsote nagrad oziroma denarja. Vendar pa potrebno poudariti, da so takšne vsote denarja pripadale resnični manjšini najuspešnejših dirkačev in da v bistvu takšnih pričevanj
takšno pričevanje v bistvu napačno uporabljati za neko splošno merilo finančnega položaja teh vseh dirkačev. Posel dirkanja z vozovi je bil manj donosen, kot se zdi. Namreč, da je posamezen dirkač sploh imel priložnost zmagati takšne nagrade, se moral najprej prebiti v elitni krog tistih, ki jim je sploh bilo dovoljeno tekmovati na teh najprestižnejših dirkah. In tako postane jasno, da so obstajali, da je bila velika večina dirkačev seveda manj premožnih, še posebej tisti, v bistvu, ki niso dirkali v Rimu, temveč v ostalih mestih po cesarstvu. Zdaj za zaključek bi še enkrat rad izpostavil ta ambivalenten oziroma protisloven družbeni položaj in pogled samih dirkačev, pri čemer si na zanimiv in pa nenavaden način v bistvu stojita ob strani prezir in pa spoštovanje oziroma slavljenje, pri čemer pa se zdi, da je to slavljenje v tistih parih minutah cirkuške blaznosti med dirko prevladala nad prezirom in zajela tudi mnoge snobovske patricije. Hvala za pozornost. Hvala lepa za to zelo zanimivo predavanje o nasplošno gotovo manj znani plati rimske, kaj ne rečem temu, kulture v širšem pomenu besede. Prepričan sem, da je predavanje po svoje tudi s svojimi podatki izzivalno in vabim občinstvo k vprašanjem, komentarjem, dopolnitvam. Ali so bili podatki tako frapantni, da je vzelo besedo? No, vsekakor, če smem za prebitje ledu, jaz nekaj pripomniti pa nekaj vprašati. Status teh športnih tekmovanj, dirk s četveropregami, bi težko bil pravzaprav bolj drugačen v Rimu, kot je bil vsaj po pesniškem izročilu Pindarjevem v grškem svetu. Kot prvo, tekmovanje v športnih panogah je veljalo za neko posebno odličnost. Heroji so bili tisti, po zgledu katerih so pač na športnih igrah tudi tekmovali. Veljalo je, da so vse te velike športne igre ustanovili ali heroji, olimpijske bodisi Pelops, bodisi Herakles ali pa še druge variante so bile pitijske igre sama Polon, to je veljalo v izročilu. In seveda tekmovati na takšnih tekmovanjih je pomenilo veliko čast. Sploh pa biti zmagovalec, to ni nikakršnega odpora zbujalo ali prezira, ampak nasprotno. Seveda tudi takrat ni bilo enotnega mnenja o tem, poznamo, kaj pa vem, neke fragmente iz literature, ki so o športu govorili negativno, tako naprimer pri recimo temu filozofu Ksenofanu ali Ksenofanu ali pa pesniku elegijskemu ali v nekih Euripidovih fragmentih in še nekaj del bi se našlo, ampak že način, na katerega tam torej beremo kritiko o športu, priča o v resnici izrednem ugledu vsega tega. Dobro, razlika je ogromna. Druga stvar, v celotnem Pindarjevem opusu 44 slavospevov so samo trije dirkači, Heniohos je to po grško, tisti, ki ima vajeti v rokah, samo trije dirkači so omenjeni. Eden zato, ker je na nekem podobnem akcidentu, podobni nesreči, kot ste jih omenjali tukaj, da so bile zelo pogoste, ko so se vsi vozovi zapletli in popadali, je pa spretno roko, božansko spretno roko speljal svoj voz mimo tega klopčiča ponesrečencev in zmagal, pa neki Herodotos, ki je bil pa edini primer
lastnika četveroprege oziroma kobil, ki so dirkale, ki je hkrati tudi sam vozil. Ampak to se zdi taka nenavadna okoliščina, da jo je posebej omenil. Sicer pa je zmaga v četveropregi bila vedno zmaga lastnika konj, ki je bilo seveda, to je bilo nekaj izredno prestižnega in najbrž je še danes to precej drag šport imeti dirkalne konje. Takrat pa so dirkali torej konji ali torej kobile v teh četverovpregah ali pa konji za ježo so bili last vladarjev. Hieron Sirakuški, ki je bil najbrž najsjajnejša polis Grška, takrat je bil naslovnik mnogih, več slavospevov kot zmagovalec. Skratka, kontrast kulturni, v kulturnem statusu je ogromen. Ja, jaz bi tukaj predvsem izpostavil, mislim, zakaj je do takšne razlike sploh prišlo, ravno ta dva procesa, komercializacije in pa profesionalizacije, ker vsej z tistega uradnega stališča so bile tudi rimske cirkuške dirke, so imele nek svoj religiozni izvor. Sej tudi že Tit Livij in pa Plutarh navsezadnje poročata po tem legendarnem mitološkem izročilu, da prve dirke organiziral sam Romul v čast bogu Neptunu. In do te razlike, namreč rimske dirke s konjsko vprego so se zagotovo razvijale pod velikim vplivom etruščanskih in pa tudi po najnovejših raziskavah tudi grških dirk in so vse do tega fenomena privatizacije preskrbe s konji. Mislim, da tukaj prišlo do te privatizacije predvsem zaradi velikih izgub, ki so jih pač doživeli za čas punskih vojn Rimljani. In ravno potem je pač prišlo do te privatizacije in v sklopu te privatizacije je potem prišlo tudi slej ko prej do komercializacije in tudi profesionalizacije oziroma centralizacije same organizacije. In se mi zdi, da je ta ravno centralizirana organizacija, ki je pač dobila takšne oblike, kot jih je, do vzpostavitve principata, ravno glavni razlog, zakaj so kasneje tudi dirkači v očeh rimske elite imeli tako negativno podobo. Namreč, ko pač beremo te vire, opažamo, da v sklopu razlogov za kritiko oziroma v sklopu razlogov za ta nizkoten položaj rimski avtorji omenjajo predvsem to dejstvo, da so v bistvu tekmovali na javnih, da so v bistvu edini razlog, zakaj so dirkači kot osvobojenci in sužnji tekmovali, je bil seveda denar. In to je bilo, in ravno ta denar, pa zavist od komercializacijo, je nekako pripeljalo do tega, da so potem rimski dirkači navsezadnje izhajali iz sužnjev in pa osvobojencev in pa potem tudi uživali tako zelo negativno podobo v teh rimskih pisnih virih. Prosim. Odkot je prišel denar za nagrade? Denar za nagrade je ponavadi zmeri prišel od rimskega magistrata, ki je bil odgovoren za organizacijo iger. Zdaj z vzponom teh moštev in pa klubov kot nekih komercialnih organizacij, ki so v bistvu monopolizirale in privatizirale to organizacijo dirk. Res, da so ti v bistvu priskrbeli za vse, ampak pred začetkom organizacije je pač rimski uradnik, ki je bil zadolžen za prireditev iger, v bistvu se stankoval s temi moštvi in pa se v bistvu izpogajal za plačilo, ki so ga zahtevali za njihove organizacijske zasluge. Naprimer, ne glede na to, koliko je pač Plinij snobovsko kritiziral te igre, tudi sam je za čas svojega pretorstva nastopal v vlogi organizatorja cirkuških dirk, kar je zelo zanimivo na nek svoj način. Ampak, če še vmes to vprašam, seveda je na nek način veljalo ali pa se je pisalo, kot da je izvor tudi teh športnih iger, cirkuških v Rimu, tudi kult. Ampak vseeno, to je bolj zdaj vprašanje, jaz imam svoje mnenje sicer o tem, ampak je ta, bi rekel, kultni okvir
manj pomemben in v bistvu bolj zunanje formalen v rimski kulturi, kakor pa v grški. Ja, zagotovo. Te dirke so se v bistvu do vzpostavitve principata v praksi popolnoma sekularizirale. A ne? Seveda so še obstajale te neke simbolne podobe tega religioznega izvora in pa teh religioznih prvin, v sklopu katerih so bile dirke organizirane. Navsezadnje so bile del verskega obreda uradno, ampak v praksi v bistvu se rimske množice v cirkusu niso zbirale, da bi počastile božanstva, temveč zgolj zato, da bi v bistvu uživale v spektaklu. Ker je malce analogen fenomen je v razvoju gledališča rimskega, ki je bil v bistvu tudi po vzoru grškega, vedno v sklopu praznikov, ampak ni nekako organsko zraščal iz tistih praznikov, ampak kot zunaj dodan, da bi dekus te prireditve bil večji. Medtem ko, kaj pa vem, sploh tragedija je pa jasno išla iz ditiramba v grški kulturi in je bila, čeprav je tudi to kompleksno vprašanje, ampak bila bolj notranje povezana. Zdaj, a je to možno povezovati tudi z dimenzijami držav in družbe? Ja, zagotovo. Mislim, si upam trditi, da noben grški hipodrom ni uspel na svoje tribune zvabiti do 200,000 gledalcev. In grške dirke z vozovi, kot se pač že omenili, so bile organizirane ravno za same tekmovalce, medtem ko so bile rimske dirke z vozovi v bistvu organizirane zgolj zaradi množica. Ja, to je zanimivo. Pa še eno vprašanje imam glede števila zmag, ki je fantastično, neverjetno. Kod pa so ti podatki, ali so čisto zanesljivi in ali so, pa če tekmovalec, je bilo toliko tekem prav v Rimu, da jih je lahko v tako relativno kratki karieri dosegel tolikšno število, ali je tekmoval tudi po hipodromih drugod? Ja, tile podatki o zmagah prihajajo v veliki večini kadar pač govorimo o koncu prvega, začetku drugega stoletja po Kristusu, prihajajo v veliki večini iz enega epigrafskega napisa. To je danes že omenjen zelo velik, monumentalen in pa tudi najdaljši takšen epigrafski napis, ki so ga našli v Rimu in je bil in danes nekako velja za častni napis posvečen Diokleju. To je bil tale dirkač, 24-letna kariera, najbolj znan seveda po svojih enormnih zaslužkih, slabih 26 milijonov sestercev. In tudi v tem epigrafu se v bistvu, tudi na tem epigrafskem spomeniku se v bistvu omenja Skorpus kot en izmed njegovih največjih rivalov. In zato je tudi zabeleženo število njegovih zmag, ki seveda daleč presega zmage samega Diokleja. Zdaj, glede vprašanja števila dirk, kot je že kolegica prej omenila, nek dokument iz sred 4. stoletja priča o tem, da naj bi bilo do 4. stoletja 66 dni na leto, ko so pač dirke potekale, in v enem izmed teh 66 dni se lahko zvrstilo do 24 dirk na dan, povprečju 18. In zato je potem so bile možne, takšno število dirk in pa tudi navsezadnje, če pač bil dirkač uspešen, tudi takšno visoko število zmag. Kako so konji oziroma kobile zdržali toliko tekem na dan? Ali so imeli različne četverke? Ja, imeli so seveda več konjev, kar je zelo zanimivo v smislu teh dirkaških konjev, medtem ko so v bistvu ti dirkači prihajali iz praktično celotnega cesarstva. Ta filolog Ronald Syme celo v bistvu postavi neko tezo, da naj bi Skorpus prihajal iz območja Ilirika, z območja današnjega Balkanskega polotoka, čeprav po drugi strani pa imamo spet teze, da naj bi izhajal iz Hispanije. No, glede konj, zdaj, ko je prišlo do te privatizacije, so se tekom desetletij nekatere določene regije cesarstva zelo uveljavile oziroma so postale zelo znane po vzreji najboljših dirkaških konj. To je bila Severna Afrika, Tesalija, seveda Hispanija in pa še potem tudi območje Južne Italije. In v bistvu ti hlevi na teh območjih so se potem za čas večjih stoletij specializirali za vzrejo najboljših možnih dirkaških konj, ampak so pa uporabljali več konj. Ni zdaj vsak konj seveda dirkal teh 24 dirk na dan, ampak so pa kot omenjeno v bistvu postali tisti najuspešnejši konji
tudi veliki zvezdniki. Ampak to mislite zdaj na tekmovanje v ježi ali v četveropregah? Četveropregah, ja. Mislim, Rimljani so tudi poznali tekmovanje v ježi, ampak je bilo veliko manj priljubljeno. Zelo pa zanimivo, ker v teh četveropregah je bil namreč zunanji konj na levi strani, a ne tisti konj, ki ni bil dejansko vprežen, ampak zgolj povezan z vozom, z nekim trakom, in takšni konji so potem v bistvu bili konji, ki so seveda morali biti zaradi teh ostrih ovinkov tudi najuspešnejši, najbolj zdržljivi, in takšni konji so potem postali tudi zvezde. Mislim, tudi Marcial v enem epigramu se toži nad tem, kako je v bistvu manj znan kot pa nek konj, ki ga je skoraj podirkal. No, mislim, to je zanimivo zaradi tega, ker pač konji niso avto, ne, ki ga lahko pač zamenjaš, pa v drugem peleš. Voznik mora imeti s konji neko interakcijo, ne, morajo biti verjetno navajeni njegove roke in natrenirani, zato sem to vprašal. Ne. Skratka, to pomeni, da kdaj so imeli pa čas potem sploh vaditi, ne, če so to z različnimi ekipami konjskimi. No. Ja, sej tisti dnevi, ko potem niso potekali dirke, ali pa vmes med dirkami, kot že omenjeno, v bistvu začeli so izredno mladi, ne, pri 8 do 11 letih, to so bili v bistvu starosti, ko so bili v veliki večini v Rim pripeljani kot sužnji in potem v bistvu od samega otroštva usposobljeni za dirkače. Podobno pa velja tudi navsezadnje za same konje. Ne. To zdaj seveda ni mišljeno, da je to postal privatni pogovor tukaj za mizo. Mogoče samo eno lahkotnejše vprašanje iz recepcije. Skorpus je bil do lani ime, ki smo ga bolj ne poznali samo na klasičnih oddelkih, pa še mogoče na zgodovini. Potem se je pa počasi končalo. Lani pa prišla ven ta serija, mislim, da je naslov Those About to Die, ne, iz tega Morituri te Salutant, kjer je Skorpus glavna, ena od figur. Ne. Ima pa 10 delov in se še nisem skorajžil, da bi si jo ogledal, tako da zdaj izkoriščam priložnost nekoga, ki se je poglobljeno ukvarjal s tem področjem. A ste mogoče to videli? Ja, sem pogledal serijo takrat. Kakšno imate mnenje o njej? Zdaj, iz vidika samih cirkuških iger sem jaz bil pozitivno presenečen. Seveda ni vse, kakor bi moralo biti, ampak v primerjavi z Ben Hurom, naprimer, se pa vidi, da so naredili neko globlješo raziskavo. Zdaj, vizualizacija je tudi izjemna. Mislim, da so uporabili nek čist nov sistem. Mislim, da so potem ta tudi igralec, ki igra Skorpa, je tudi se ne vem koliko mesecev celo učil teh dirk z vpregami. Tako da mislim, da so glede na visok proračun, kot so ga imeli, vsaj prikaz, tak nek vizualen prikaz teh cirkuških dirk im je kar uspel. No. Zdaj zgodba pa potem čist druga zadeva. No. Mislim, te cirkuške dirke so zmeraj bile zelo mitizirane v smislu popularne kulture, zato se mi zdi, da je tudi v akademskem prostoru oziroma raziskovalnem prostoru so potem seveda raziskovalci naleteli na mnogo težav. Ampak se mi zdi, da se v zadnjih desetletjih zelo dela na tem, no, da se pač razdre te mite in morda tudi s pomočjo takšnih serij, kot je ta Those About to Die, nekako tudi pri širši množici vzpostavi, vsaj kadar pride do poteka samih dirk, neko vsaj približno verodostojno podobo. Ampak priporočam, ja. Dobro. Če ni več vprašanj, bi se še enkrat lepo zahvalil predavatelju, kot tudi vam za vprašanja. In seveda tudi predavatelj iz prvega dela je že odšel, pa predavateljici iz prvega dela lepa zahvala. S tem je drugi dan Grošljevega simpozija končan. Kolegica Grošelj, ki vodi ta simpozij, je morala predčasno oditi, tako da ga kar jaz zdaj sklepam in hkrati vabim na jutrišnji dan, ki bo pa sklepni dan in bo posvečen pa spet precej drugačnim temam, spet bo nekako se približal v bistvu Pindarjevi poeziji. Govoril bo predvsem o
predavatelji bodo govorili predvsem o pesniških oblikah in pa o elementu presežnega v Pindarjevi poeziji. No, in Grošljev simpozij se bo sklenil z recitalom Pindarjeve poezije in skladb ali pa pač vsaj improvizacij na teme iz antične grške glasbe. Hvala lepa.